Kultura odnosov. Pogovor s psihologinjo Silvo Matos. Dober večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v oddaji Kultura odnosov. Tudi danes se bom njej pogovarjal s psihologinjo in terapevtko, gospo Silvo Matos. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Glede na to, da bo jutri praznik posvečen delu, delavskim pravicam in delavcem, pa bomo o tem veliko govorili, predlagam, da midva nocoj pogled obrneva naprej in čez. Kaj pa potem? Potem, ko se naš aktivni delovni čas konča, ko nastopi pokoj. Marsikdo se v tem obdobju začne izgubljati, se počuti odrinjen, zapostavljen, ni tudi več toliko intenzivnih odnosov morda. Skratka, danes na odnose malce skozi prizmo medgeneracijskega. Gospa Matos, človek v vseh obdobjih svojega življenja potrebuje smisel in potrditev in vsako bitje daje nek svoj prispevek k svetu, ne? Ja, lepo rečeno, vsak človek si želi biti za ta svet vsaj malo koristen, da bi se nekaj poznalo od te njegovega poslanstva, od te naloge, enkratne naloge, ki jo ima in ki jo z leti tudi počasi prepozna v celoti, se izkristalizira bistvo. Včasih dolgo časa traja, da sploh prepoznaš, kaj je najpomembnejše, ampak prav gotovo takrat, ko so velike preizkušnje ali takrat, ko se pojavi šibkost, večja občutljivost za vse, kar se dogaja okrog tebe, ali pa celo, ko se kaže, da tvoje življenje ne bo več dolgo časa na tem svetu, se prepozna bistvo. Hvala Bogu, če je to že dosti prej, da se vse ti tvoji darovi in vse to, kar je v tebe položeno, bolj odrazi v življenju in da se temu še bolj posvetiš. Ampak ne glede na to, ta življenjska krivulja ni za vse ljudi enaka. To pač moramo dopustiti, da se človek različno razvija, da so spoznanja pač različna, da Bog, kot smo že večkrat rekli, ne dela kopij, da je to pač tvoja edinstvena pot, ampak hvala Bogu, da odkriješ, kaj je tisto, kar je pomembno. In to je potem velikokrat zelo jasno, da so to odnosi. In odnosi, ki so danes res na nek način lahko nasplošno rečemo, ne samo, da so problematični, ampak da so zapleteni, da jih je ogromno različnih možnosti in jih je treba prepoznati, kako jaz svojim notranjim bogastvom v te odnose na nek način vnesem svoj način, neko svoje vzdušje, kar potem uporabljam sčasoma, seveda na osnovi vrednot, ki jih imam, tiste, ki so se mi na nek način zasejale že v zgodnjem otroštvu, ali pa sem jih jaz potem sam kasneje prepoznal kot bistvene, vnašam v te različne odnose. Seveda starost, ki je nikakor človek ne kako bi rekla, v narekovaju prizna zelo rad, ampak sčasoma lahko odkriješ prednost tega obdobja. Seveda, bistvo je, da je v današnjem svetu marsikje v našem okolju ali pa sploh širše tudi pravi prezir se dogaja do tega obdobja. In zdi se mi pomembno, da tudi glede na te praznike, ki so, da ne pričakujemo od vsakega človeka samo tisto največjo možno storilnost, samo to
neka inventura vsak dan, koliko sem naredil, kako sem bil uspešen pri delu in tako naprej, da so to čisto različne dimenzije, kjer jaz lahko prispevam za svet. Za to obdobje, ki je lahko obdobje modrosti, obdobje sporočanja mlajšim generacijam, določene svoje izkušnje. To je znano, da so najstarejša generacija zelo postaja blizu malim otrokom, a ne, oziroma če poslušamo ljudi, ki pripovedujejo, kdo je nanje najbolj vplival v njihovem življenju glede vrednot, ki jih imajo, dostikrat navedejo nekoga, ki je iz starejše generacije. Velikokrat se zgodi, da rečejo, če ne bi bilo tega človeka v mojem življenju, potem ne bi prišlo do tega spoznanja. Skratka, ni dobro, da mi zanikamo neko obdobje in ga potem živimo z navidezno veliko uspešnostjo in samovšečnostjo, da to vse pač je zdaj nova generacija, to je zdaj vse drugače in so potem stari na poti, pravzaprav počasi. Včasih razmišljam o tem, torej to osnovno spoštovanje med generacijami, kako je to temelj za razumevanje teh odnosov, ki so danes nekako zanihali. Niso, vsej pravzaprav tudi v prejšnjih obdobjih ni bilo vse poskrbljeno idealno, ampak vendarle, jaz se iz svojega otroštva spominjam, da niti kančka tega ni bilo v vzgoji v naši družini, tega, da se prezira starost, neka nemoč, šibkost, ampak da je v osnovi potrebno videti človeka, mu pomagati po svojih močeh in seveda spoštovanje velja tudi obojestransko, ne. Otroci so tudi vredni svojega spoštovanja. Seveda to ne pomeni razvajenosti, da so potrebni razvajenosti, ampak spoštovanja glede na njihovo obdobje, da se vsi v družini, recimo če izhajam iz družine, počutijo na nek način sprejeti, razumljeni. Jaz, če gledam svoje otroštvo v celoti, se mi zdi, da ni bilo vse poskrbljeno za tisto, kar sem si jaz mogoče v nekem času želela. Ko sem analizirala to vzdušje v moji družini, se mi zdelo, da bi bilo dobro, če bi bilo posvečeno več pozornosti nekim mojim posebnostim, mojim šibkostim. Ampak, če pa pogledam celotno tisto obdobje, pa je prevladalo lepo. Prevladalo je tisto, kar sem doživljala kot varnost, kot skrb, kot prelepa doživetja, tako v sami družini, naše skupno petje, potem v naravi, z glasbo, z neko čudovitim odnosom do besede, od samega začetka ta pomen znanja, ki so nekatere izjave, besede, stavki, ki so mi še danes tako, kot da bi jih včeraj slišala in so ostali zapisani v meni in so mi kot nek kažipot. Tako kot je takrat mi nikoli ne bom pozabila, ko mi je oče nekoč na peči sva sedela, krušni peči skupaj in je rekel ob eni moji slabši oceni v 3. razredu osnovne šole: veš, znanje je izredno pomembno. Znanja ti nihče ne more vzeti. In če
ti hodiš v šolo pripravljen, če delaš domače naloge, če narediš tisto, kar ti je naročeno, potem je v šoli lepo, si sproščen, drugače te pa kar naprej strah. In si s sabo nezadovoljen in to ni sproščeno, ni lepo. No, ampak skratka, predvsem znanje, nihče ti ga ne more vzeti, to je tvoje. Sploh ni odvisno od tega, v kakšnih okoliščinah si, v kakšnih odnosih si, ampak to je neka vrednost in to je bilo v našem vzdušju, v celi družini prisotno, tudi z samim odnosom, do vsega kulturnega odnosu, do gledališča, odnosu do knjig, imeli smo jih polno, tudi pri stara generacija, kar je bilo v tistih časih izredno, če razmišljam nazaj, izredno lepo, da so pri dedu, kjer je bila kmetija, sicer razvita družina, ampak kmetija, ni bilo nobenega razkošja, ampak je bila knjižnica. In v enem obdobju sva s sestro tudi vse, kar nama je prišlo pod roke, sva prebrali in ena knjižničarka je enkrat rekla, zdaj pa vidve morate iti v kakšno drugo knjižnico, tle sta že vse prebrali, kar je pri njih. Seveda se nekako ponuja vprašanje, kako se miselno pripraviti na to življenjsko obdobje, na tretje življenjsko obdobje, če gledava najprej z te plati, da nas ne prehiti, da nas ne zaloti nepripravljenih. Aha. Ja, kot sem že prej izrazila, potrebna je komunikacija, potrebna je dvosmerna komunikacija. Tukaj sem omenila, to modrost, če pride do modrosti, ni rečeno, da sama po sebi starost modrost, včasih tudi manjka, ampak če se s tem ukvarjaš, če si gojil odnose v svojem življenju, potem je to lažje, ampak seveda, kot sva rekla, odnosi se, nek način se spreminja in v današnjem času je dobro, da kot pravzaprav v vseh obdobjih, ampak je še sploh zelo pomembno, da ne pristanemo na individualnost, da sem sam sebi zadosti, da jaz pravzaprav tega sveta več ne razumem in se zapiram. In ta odprtost ti pomaga, da potem z enim pristnim odnosom do tistih, ki so okrog tebe in z enim dopuščanjem bližine, če si gojil te odnose v svojem življenju, potem bo lažje nadgraditi te odnose. In seveda ne samo iti v komunikacijo, v te odnose z enimi pričakovanji, ki jih velikokrat niti ne izrazim, z eno užaljenostjo, saj sem vendar toliko v življenju prispevala, toliko je vloženega tega mojega truda, kako pa zdaj, da me ne vidijo, da se ne prilagodijo. To nič ne pomaga, da si ti odprt in da poskušaš po svojih značilnostih, svojih lastnostih, z postopoma, tudi če ne gre tako zlahka, pa če včasih sploh ne uspe, ne gojiti nekega odpora do drugačnosti. Da sprejmem tudi sedanji način življenja. Seveda, sedanji način življenja je izredno velika hitrost. Če pogledam jaz svoje mlade družine, pa so ves dan zaposleni in jaz ne morem pričakovati, da bodo pol dneva z menoj. Oziroma je treba izraziti, kaj potrebuješ in to realno, ne z enim samopomilovanjem, z enim občutkom
da dobijo ta druga generacija en občutek krivde, enega sramu, da ne zmorejo in tako naprej. Ampak da tisto, kar zmorem, jaz pomagam, po drugi strani pa dopustim pomoč, ker velikokrat je tudi obratno, ne? Da kar hočeš enak način življenja, kot je bil v obdobju, ko si to zmogel, peljati naprej in potem se sesuva vse. Sesuva se tvoje telesno zdravje, sesuva se ta občutek zadovoljstva, hvaležnosti, ampak vse se nekako okrog tebe odvija drugače, kot pa bi si želel. Torej, zapuščati stvari, zapuščati tisto, kar ni več tvoje, in predvsem naj prevlada hvaležnost za tisto, kar je. In seveda tukaj se pa potem postavlja vprašanje, koliko poguma je v takrat, ko se pa res pojavi betežnost. Jaz pravim pogum zato, da sprejmeš tisto situacijo, ki je pa dejansko težja, a ne? In vneseš potem tisto, kar ti sam lahko. Kar lahko, drugo pa da dopustiš, da ti pomagajo. So pa možnosti danes zelo velike, ne? Zelo veliko možnosti je, da se ne zaprem, da ne pride do osamljenosti, da poskušam najti druge poti, zato niso vse te nove oblike komunikacije negativne, ampak jih lahko uporabim za dobro. Marsikdo to popolnoma obvlada, niso samo telefoni, so še druge poti, so še poti, v katerih jaz potem lahko blažim te svoje občutke, kot je, da si na nek način zorganiziram, a ne, tudi to lepoto, ali lepoto besede, ali glasbo, ali molitev, neke skupine, ki so na vseh koncih, in da naredim te prve korake, kjer si predstavljam, da ni enostavno, ampak če jaz to poskušam, potem zmorem. Zmorem najti neke nove načine, ne? Seveda drugo pa je, da tukaj ni dovolj samo zdaj. Mi razmišljamo pač tukaj o ljudeh, ki so v obdobju, ko jim zmanjkuje tav pod nogami, moči in tako naprej. Zelo pomembno je, kot sem že prej rekla, neko prejšnje obdobje. Ne prijateljstva, ki so jih že prej, včasih so kakšni prijatelji, kjer so iz nekega prejšnjega obdobja ali pa iz nekega zelo zanimivega obdobja, ki ostaja v spominu in lepo se to spominjati. In potem poskušaš po določenem času najti tiste ljudi, s katerimi si bil, zelo lepo povezan in odkriješ, kako lep odnos je kljub vsemu ostal. Čeprav si bil v enem obdobju vmes zelo, zelo angažiran na vseh drugih področjih, ampak kako ene stvari, ki so počasi rasle, ostajajo. In to so čudovite spodbude, ne? Ti ljudje, s katerimi si povezan. In ne se preveč smiliti sam sebi, ampak iti, če te povabijo, iti v skupino. So možnosti, a ne različne variante. Seveda, res pa je, da je treba odpirati oči, da ni dovolj samo z ene strani, ampak z druge strani je pomembno, da ta generacija, ki je tu vključena s temi ljudmi, ne daje občutka nestrpnosti, sebičnosti,
kako bi rekla, da poskuša na nek način dajati občutek zavrženosti tem starim ljudem, da je način, ki ga imajo, prehiter. To so površen, le nekaj, skratka nejasen. Kako pomembno je, da se naučimo, da drug drugega spodbujamo. To so oblike prezira, ne, pravzaprav, ki so morda tudi nezavedne. Ne. Omenili ste nestrpnost. Ne. Čas je hiter, ampak če potem smo nestrpni pri recimo starejšem človeku, ki ima drugačen časovni okvir, je to neke vrste preziranje, ker ne dojamemo, mogoče ne želimo razumeti, da je to pač drugače. Ne? Ja. Zdaj, jaz mislim, da je zelo dobro, da so te pozornosti oziroma ta podpora lahko kratka, lahko je samo klic, lahko je samo ta prijazen pozdrav in neka spodbuda za tisti dan, lahko je neko vprašanje, ki se nanaša na določeno konkretno situacijo, v kateri je ta človek. Lahko je drobna pozornost, skoraj, bom rekla, narekovaju med vrati. To ni treba, da so to ure in ure, ki jih pač nimam, ne, če sem v neki aktivni fazi, ampak da je pozornost, ki lahko popolnoma spremeni dan temu človeku. Ne. No, pa seveda potem tudi poskušanje razumeti to staro generacijo. Jaz nikoli ne bom pozabila tiste, jaz pač sem imela, s hvaležnostjo se spominjam, imela priložnost živeti skoraj četrt stoletja v medgeneracijskem odnosu, torej z moževo mamo. A ne? In ta naša družina je živela v skupnem gospodinjstvu, kar seveda marsikomu gredo lasje po koncih, če to omeniš, a ne, da je to pa danes pa zelo težko in da tašča to pa ni mogoče in moram reči, da to ni enostavno, ampak da je izredno lep občutek, ko pomisliš nazaj, da si zmogel z enim pristopom, seveda ob pomoči sina, mojega moža, speljati nek ta odnos. In da je to prečudovito sporočilo otrokom, ki so to doživljali, ker otroci, če doživijo, da ni v življenju samo tisto, kakšna, da bo najvišja ocena, da bom tam najbolj uspešen, da je ta ena vzdušje, kjer ni vprašanja, a zmorem, a ne zmorem, da je vse vrhunsko, uspešno, ampak da je tudi odmik od tega, da je neka šibkost, da se pojavi nemoč, da je včasih nemoč očitno ima tudi nekaj pozitivnega, da nekaj sporoča, ne, da to v življenju ne moreš ti pričakovati, da boš vse držal v svojih rokah in to na vrhuncu. No, zdi se mi, da je to lepa izkušnja, ni pa enostavna izkušnja in je potrebna kar vsega tistega treninga iz tvojega otroštva, kjer je vendarle podlaga spoštovanje, medsebojno spoštovanje. Jaz se prav spominjam svojih miselnih tokov, ko je bilo zelo težko prenesti, ne, neka določena stališča, kjer moja stališča so bila drugačna, ampak pač treba je bilo živeti na nek način skladno z zakonskem odnosu, v odnosu do otrok, treba je bilo spoštovati starost, treba je bilo spoštovati pravzaprav moževo mamo, če nje ne bi bilo, tudi mojega moža ne bi bilo. On je meni najdragocenejša oseba v mojem življenju, največ, a ne, in ne morem potem tega izničiti in reči, ja, to je pa zdaj
nepotrebno. Ne. Torej, to temeljno spoštovanje, ker je vsak božji otrok, ker je vsak svojim enkratnim, svojo enkratno nalogo, ni dveh ljudi, to je meni še vedno pretresljivo, ni dveh ljudi na svetu, ki bi imela enako nalogo. To pomeni, da že to zasluži nek odnos, da ohranjamo dostojanstvo do vsakega človeka, tudi če ni ravno v skladu z nekim mojim procesom razvoja, ampak da razumem to skrivnost, da ta človek prinaša v mojem življenju neko preizkušnjo, ampak avtomatično tudi rast, neko kvaliteto. Ni vse eno, kako se zdaj jaz odzivam na tega človeka. In to je znano, da do konca življenja na tem svetu ljudje rastemo, se razvijamo in na to vplivajo tudi naši odnosi. Torej sem jaz tudi soodgovorna za spoznanje in za občutke, za doživljanje, za rast tega človeka, ki je po neki, lahko rečemo slučajno, lahko pa ni slučajno, prišel v moje življenje. In je dragocen. In to je tisto, kar sem jaz v tem doživela in tudi spoznanje, ko je ona sedela že v visoki starosti med nami in je rekla, ko je odložila je tisto berilo, ki ga je imela in se naslonila nazaj na svojem stolu, tak naslonjač je imela, da se je lahko udobno namestila in je rekla, nikjer nobenega človeka. Ja, kako nikjer nobenega človeka, če smo pa mi tukaj, a ne? 4 otroci, njen sin, jaz, a ne? Ampak sem jo razumela. Razumela sem jo, da njene generacije ni več, kar pomeni, če tvoje generacije ni več, potem ti nekaj še bolj rahlo je v tvojem življenju, še bolj si izpostavljen in še večjo odgovornost imamo tisti, ki smo v povezanosti, v tem odnosu. Zdaj to ni samo teža, ampak je pravzaprav tudi priložnost, to je tudi dobro, zato bi jaz vedno predlagala, da poskušamo v starih ljudeh si vendarle, če imamo možnost, videti kvaliteto življenja, videti izkušnje, videti, kaj so doživeli in kaj se jaz lahko v svojem življenju iz tega naučim. In otroci to neverjetno radi poslušajo. Otroci kar vprašajo, ne, kako je bilo pa takrat, a ne, kako si pa ti takrat, a ne, kako je, povej in te zgodbe. In še zdaj vidim svojega moža, ki je pripovedoval o tem svojem življenju, ko je kot 6-letni deček pred šolo peljal kravo na pašo. In potem jo je pripeljal nazaj in je oče njegov samo pogledal, kako je krava zdaj se najedla in rekel, ni dovolj jedla, kar nazaj. Skratka, nekaj, kar si nepojmljivo, ne, danes se otrok ne more predstavljati, ampak iz tega smo mi, vsa ta veriga, ti naši predniki so na nek način vplivali na nas in vsaka generacija ima tudi svojo kvaliteto. Seveda tudi svoje stranpoti. Vsak človek, vse nismo brezhibni, nismo 100%, se pravijo, ne, da je to največja slaba lastnost, če misliš, da si da nimaš nobene napake, nobenega odstopanja, da je največja napaka. Če se smem zdaj malce povrniti nazaj, najbrž, da je res najtežje, vi ste rekli, da mora človek v tem 3. obdobju izpuščati iz rok, da je to zelo modro, zelo pametno. Pa mi je prišla ena konkretna situacija pred oči, namreč recimo vozniški izpit in avtomobili. Ne? S tem se preko slej srečajo
vsi po določenem letu pač podaljšujejo tudi izpit za 1 leto zgolj in tako naprej. In videl sem že par takšnih situacij različnih. Videl sem že ljudi, ki so se krčevito tega oklepali, ker jim je to pomenilo neko sposobnost, moč in tako naprej. In pretiravali tudi s tem, da je bil že vid slabši, reakcija slabše, pa so vendarle na vsak način hoteli še voziti in tako naprej. In videl sem drugačno zgodbe, ko se je enostavno nekdo odločil in se doma zmenil, dajte mi stopiti naproti. Jaz bom torej pustil bom zdaj avto, ampak parkrat na leto potrebujem za te večje nakupe, ne, in so se zorganizirali otroci, vnuki in tako naprej. Poiskal je pa tudi druge poti, avtobus, vlak in tako naprej. Tukaj je veliko zdaj ugodnosti tudi, taksi v kakšnih primerih. In na koncu koncev je z enim takšnim mirom naredil ta korak, ki mu ni delal psihičnih preglavic, češ zdaj pa sem dokončno brez nečesa ostal. Ne? Aha. Ja, to je en lep primer, kako človek sprejme tisto realnost, ki se ga je dotaknila, realno možnost, ki jo ima. Pri tem ponovnem preizkusu pred podaljševanjem vozniškega dovoljenja so pravzaprav vsi pregledi. Ne? Tako da, če je jasno povedano, da je tvoj vid problematičen, ampak če je vid v redu, pa so potem še v stari nivoji tvoje sposobnosti in tako naprej. Se mi zdi, da je zelo pametno, da večinoma lahko že vnaprej predvidevaš, da bo verjetno zdaj pa to. In da se vse te možnosti, ki so, na nek način vključijo. Ne? Da se pa takrat tudi mlajša generacija malo bolj vključi, kot se je. Vsaj za določene nujne potrebe, za tisto, kar potem človek sam ne more. In potem ta prehod ni tako problematičen. Ampak kljub vsemu je dejansko to nekaj. Jaz sem slišala, da je še hujše za moške, da je to kot nek simbol, da sem pa zdaj še v življenju res fleksibilen, da lahko odločam in da mi ne vzamejo te možnosti in tako. Ampak ne glede na to, kakšen sem, je zelo dobro, da se v življenju naravnamo. To bi bilo prav, če bi se že prej, ker tudi na drugih področjih se marsikdaj ljudje težko soočamo, da smo v tem okviru, te možnosti. Tudi glede nakupov, glede tega, kaj si lahko privoščim, kaj lahko, ne glede na to, kako sosed živi, kako prijatelji in tako naprej, da se to goji že nekaj časa. To, da jaz živim v skladu s svojimi realnimi možnostmi. In takrat je potem v tem obdobju lažje, da izpustim tisto, kar ni več za to obdobje. Res pa je, da če pomislim mojo generacijo, to, da bi takrat v moji generaciji si nekdo privoščil taksi, to je bilo čisto razkošje. In to moraš tudi na nek način predelati v teh svojih stališčih, ne te predsodek. Ker če bi ti nekdo začel računati, ni to tako. No, skratka, več možnosti je, čeprav pa bi glede javnih prevozov in vse to lahko tudi pri nas še kaj dodali, To pa brez skrbi. To je moje mnenje. Za vse generacije. Ja, to bo enkrat v neki drugi situaciji. Ampak res je, da je včasih lepo, da se staremu človeku pomaga pri teh prehodih, pri tistih bistvenih prehodih, ki so pa pokažejo tudi včasih, takrat, ko je kakšna težka operacija, ko je kakšno zdravstveno stanje, kjer se je res človeku zelo sesul svet navidezno, pa se nekateri zelo lepo potem ujamejo in nekako naravnajo na to novo situacijo.
In lepo je, če takrat stojimo človeku ob strani z eno spodbudo, z kakšno ponujeno pomoč, v skladu seveda s tem, kar zmorem, ali pa da organiziramo zanj neko pomoč. Preko ste rekli, da mora starejši človek predvideti, je pomembno poudariti, da morajo tudi mlajše generacije predvidevati, ne? Ja. Da se bo spremenila situacija in da se bo s tem spremenila tudi zanje, da morajo prevzeti neko odgovornost, pomoč in tako naprej. Ja, krasno. Ja, mislim, da je to, tudi to sem na začetku mislila s tem prezirom. Če jaz živim s prezirom do starosti, prezir do šibkosti, do onemoglosti, do problemov, ki jih prinaša življenje, potem, ker vsakdo pride do tega obdobja, potem takrat ta prezir prenesem nase, ker se jaz znajdem v starosti in jaz se znajdem v neki šibkosti na nekem področju, v nemoči. In seveda je potem to kot nalašč za vse te deformirane situacije, ki se zdaj po svetu pojavljajo, in potem sem zlahka v rokah tistih, ki želijo, da me ni več na svetu, ne? In potem je meni evtanazija na nek način logično nadaljevanje. Namesto, da bi jaz v življenju sprejel različna obdobja, so nekatere stvari, na katere ne moremo vplivati, in to sveto življenje, ki ne more biti v mojih rokah, to je nekaj svetega, jaz sprejmem v vseh možnostih in v vseh odmikih. Sprejmem pač tisto obdobje in naredim po svojih močeh tisto, kar zmorem, sprejmem pomoč in seveda dajem svojo nemoč tudi v Božje roke. Ker je prav gotovo, sem prepričana, da to izredno pomaga tudi v takih težkih situacijah, da se takrat, ko čutim nemoč in jo darujem, pride prostor za Boga. Je potem več podpore, odkrijem še neke druge razsežnosti, imam možnost, da iz tega rastem, da gradim naprej. In premalo pravzaprav v vzgoji to tudi vključeno. Se mi zdi zelo pomembno, da se še od samega začetka v vseh obdobjih pogovarjamo o tem, ne da bežimo pred vsemi temi vprašanji, kot da jih ni. Kot da je to zanikanje celo smrti, ne? In spet sem imela eno možnost, da so bili otroci izključeni iz pogreba pri nekom, ki so ga imeli radi, ne? To je zanikanje, nek tabu, ne? Ja, žal. V starosti ne samo da je lahko, da je naše delovanje drugačno, ampak je naše delovanje drugačno tudi zaradi percepcije, zaradi zahtev. Ne gre več za delo za preživetje, ampak vseeno pa je dobro in pomembno, da ostanejo tako delo, kot učenje, kot neka rutina, delovna, ne vem, življenjska, nek ritem, ne? Ja, to je res tako področje, ker ga jaz na lastni koži doživljam z velikim veseljem. In zanimivo je, večkrat se spomnim na svojega moža, na Milana, ki je rekel, težko mi je, da ne bom mogel več odkrivati skrivnostnosti življenja. No, dodal je, da ti ne bom mogel pomagati, ko boš potrebna pomoči, ker bom odšel prej. No, ampak od skrivnostnost življenja. Mi sicer govorimo o vseživljenjskem učenju, kot češ, da je to zdaj nekaj, kar je pa zdaj na novo. Ne, vseživljenjsko učenje je
vedno prisotno, ampak zelo pomembno je, da je vse življenjsko učenje tudi z mojega vidika, z mojo odprtostjo nekaj, kar me veseli, kar je dragoceno, kar opažam, da sam sebe na ta način tudi razvijam na vseh nivojih. In je z tega vidika dragoceno, da se ne zaprem, da rečem, zdaj pa v tej starosti pa jaz pač ne pašem več v to področje. Če se vključim z enim pogumom, z eno odprtostjo, z svojimi talenti, s svojimi sposobnostmi in darovi, odkrivam, da se še razvijam, da sem dragocena lahko za mlajšo generacijo, da zdaj imam sploh preko tega duhovnega izpopolnjevanja na teološki fakulteti eno čudovito izkušnjo, kjer smo se povezali, večinoma so bili to skoraj ta generacija, kot bi bili moji otroci, ali pa malo starejši, ali sicer različni, ampak sem izrazito v starejši del te skupine ustrezala sem po svojih podlagah znanja, ampak po starosti bi pa rekli, kaj pa lahko bi kdo rekel, pa zakaj vendar. Ampak odkriješ, kako je neskončno na vseh področjih skrivnostno in koliko možnosti je potem povezovati te novosti z prejšnjimi znanji. To je interdisciplinarno, to celovitost življenja, izkušenj, sedanjega delovanja človeka, medsebojnih odnosov, torej odnosa, to kako živeti ljubezen do bližnjega, ki je naročena, ki je neka zapoved, in kako te to odpira v ta pot do Boga, se poglablja to doživljanje izrazito, globina je neverjetno, lahko še jo odkrivaš. In včasih res, tako kot sem včasih govorila o zakonskem odnosu, da ga ni konec, da je zakonski odnos lahko raste do kraja, ne? Je nekaj takega tudi v tem smislu učenja, razvoja, odkrivanja tega čudovitega stvarstva in tudi teh medsebojnih odnosov, možnosti v odnosih. Ampak potrebno je pa, vendarle, moja svobodna volja je tu, ki mora pomagati, da se odpiram, da sem za, bodi za, ne? In potem pa vidiš, da se konec koncev raziskave kaže, tudi možganske celice razvijajo na novo, čeprav si že v taki starosti. Tretje življenjsko obdobje je lahko pravzaprav priložnost ravno zaradi fokusa, ki je drugačen od praktičnega, ne? V prejšnjem obdobju se lahko razvije globini. Ja, širini in globini. Mislim, to je potem ta neverjeten dar, ki ga s tem dobiš, da osmisliš vse, kar se ti je dogajalo, kar se dogaja, kar je naravnano na to, ali globino, ali sploh razumevanje, ali ta doživljanja, ta notranjost, ki je bila enkratno darovana, torej tvoji izviri, ki jih imaš, pa niti nisi v vseh obdobjih zmogel priti do vseh teh izvirov, ampak kako se poživijo, kako ti izviri polno, ne samo količinsko, ampak tudi ta čistost izvirov se odkriva. In to je težko besediti. Izredno dragoceno je, da se enostavno razvijaš in si v stiku s to Božjo skrivnostjo, da prosiš Svetega Duha, da ti je darovano to spoznanje, kaj je za to obdobje, za to življenje zdaj še pomembno. In potem odkriješ. Če ti pa ni,
jasno potem pa moli, vztrajajo v molitvi in iskreno poskušajo odkrivati in pride. V tretjem življenjskem obdobju se mi zdi, se tudi marsikaj razgali, ne? Nenadoma niso več pomembne tiste materialne stvari, tudi prej sva že govorila o tem, nihče si ne bo zapomnil, ne vem, koliko zamaškov sem izdelal, koliko sem, ne vem, naredil v službi nadur in podobnega, ampak pomembno postane in ostane, koliko je v nas ljubezni, koliko je v nas dobrega, in to je neka dota, iz katere potem lahko gradimo naprej, ne? Ja, razčisti se, ja, izkristalizirajo se tiste stvari oziroma tisto področje, ki je najpomembnejše. In vedno znova, tudi iz mojih izkušenj, dobivam informacije, da se človek zave te odgovornosti, svoje odgovornosti do odnosov, ki jih je gradil. Kam so ti odnosi bili usmerjeni, na kakšen način jih je peljal, in si marsikdo zaželi, da bi vsaj malo še popravil, če je bilo kaj takega, kar ni šlo, oziroma se je pojavila velika hvaležnost za vse tisto, kar mu je pa uspelo. Seveda, dostikrat se ne da kar vse popraviti, ampak zelo pomembno je, da je ta zavest, da to spoznanje je in da je možno to še izraziti. Zato, ker to so izredno pomembna sporočila za druge generacije, da odpirajo oči, kaj je, ni tisto, nič ne bomo odnesli s sabo. Ne bo tisto število opek, ki sem jih jaz premaknil ali pa postavil, ali količina vseh teh stvari materialnih, ampak kot je bilo rečeno, pomembno je, kakšen je bil ta moj prispevek za svet v smislu dobrega. Koliko ljubezni sem jaz imel, koliko sem bil dober, koliko sem. Seveda so bili zdrsi, ampak dobronamernost je bistvena, vztrajanje v dobrem in seveda približevanju temu, bi rekla, božji logiki, ki ni čisto razumljiva v določenem času, ali pa seveda ni razumljiva, ampak jo slutimo in se na ta način v življenju naravnavamo. In če imamo to spoznanje, smo odgovorni, da s temi spoznanji potem gremo dalje in gradimo tudi v odnosih, a ne? Vrednotenje preteklosti je pravzaprav značilno za vsa obdobja, še najbolj pa se mi zdi za to tretje obdobje, ampak v tem tako lepo zapišete tele misli, da jih bom kar prebral iz knjige Izviri vedrine, vaše knjige so, takole ste zapisali: glodati vedno znova, drezati vase v boleče izkušnje ne pomeni več, ampak manj zdravja. Tako se namreč tvoja stiska neguje, dobi večjo moč. In ta neverjetni premik v glavi, ta fenomen človekovega spomina v ospredje postavi čudež novega. Nikoli ne pozabim, da imam tudi jaz nalogo. S seboj na poti nosim poseben namen, ki naj bi ga izpolnila. Sama čutim globoko v sebi hvaležnost za iskrice, ki sem jih zbirala od svojih staršev, ko sem bila otrok. Tako jih laže tudi sama prižigam drugim. Tudi danes vsem, ki jih srečujem na svoji poti. Lepo je izbirati s hvaležnostjo prežeto, ustvarjalno, a preprosto življenje, v katerem je polno odnosov, da se počutiš izpolnjenega. Prej ali slej se zaveš, da stojiš na ramenih svojih prednikov, da so ti dali življenje, kot pač je, in s hvaležnostjo se kot v čudoviti umetnostni stvaritvi dvigneš na višjo raven, kjer oživijo izviri iz korenin življenja. Prav iz korenin življenja, na ramenih svojih prednikov. Ta krog je stalen. In nekdo, moramo tudi vedeti ves čas, bo imel občutek, da stoji na naših ramenih, ne? Zato mu jih moramo ponuditi v določenem obdobju. Ja,
Ja, to je odgovornost. To je res odgovornost. Nismo sami za sebe, živimo tudi za druge. Seveda je potrebno, da poskrbimo za sebe, zato da smo opremljeni. To je meni bilo v življenju kar težko, ker sem mislila, da moramo vse za druge, vse da potrpeti in tako. Ampak je pomembno, da utrjuješ to svoje ravnovesje, ravnotežje, da se trezno lahko s srcem obračaš potem k sočloveku in če je priložnost vse to, kar je položeno vate, vse to, kar si razvil iz svojih potencialov, talentov, deliš. Deliš v tem smislu, kot je bilo rečeno, deliš z ljubeznijo, deliš dobronamerno, deliš na način, da drugi zmore, da se oprime tvoje roke, ampak hodi potem lahko sam svojo življenjsko pot. In to je eno posebno področje, ki mi v življenju zelo veliko pomeni, ki je pravzaprav neka skrivnost spoznanja že v času, ko sem bila otrok in sem rada poslušala ljudi, jih opazovala, bila med njimi, imeli so me bolj za zaprto, ampak meni je človek izredno zanimal in se je potem ta moja pot, hvala Bogu, v tej smeri s študijem usmerila tako in kasneje potem v to pomoč ljudem, ki me poiščejo v stiski. Ob koncu najinega pogovora počasi ploveva tja, kjer bo naredila piko, morda samo še misel. Pomembno je seveda najbrž za tretje življenjsko obdobje, da imamo druge generacije za seboj, da nas podprejo pri določenih stvarih, pa ne samo to, da nam tudi pomagajo dejansko, konkretno. Hkrati je pa pomembno za vse generacije, da nekako gojijo ne samo skrb, ampak poznavanje tretjega življenjskega obdobja, v katerega bodo nekoč sami stopili in da ga gojijo na tak način, da mu prisluhnejo, da nudijo roko pomoči in da iz njega črpajo, kajti tudi to je velika, velika priložnost. Ne samo izkušnje, ampak sploh modrost. Ne? Ja, jaz mislim, da je to pomembno, da sporočamo mlajšim generacijam. Pri teh mojih 12 vnukih mi je zelo lepo, če se z njimi pogovarjam, da jim lahko sporočam tisto, kar mislim, da lahko čutijo iz mojih besed, neko pristnost, neko življenjsko izkušnjo, nekaj dobronamernega. Ne da solim pamet, pedagoško in tako naprej, ampak da izrazim to, kar so moja spoznanja. To je bil tudi razlog, da sem napisala knjigo Utrinki življenja, kjer sem za vse generacije, pravzaprav tudi nekaj teh naših družinskih odnosov, moj odnos do skupnosti, do dela in tako naprej. In sem pravzaprav vesela, da je to napisano. Ni napisano vse, zato je pomembno, da se takrat, ko je priložnost, tudi sporočamo. Ne samo družinsko, ampak tudi izven družine. Mi smo odgovorni tudi za skupnost, tudi za občestvo, tudi za tiste, ki nam prihajajo na pot in seveda tudi za svojo domovino, za to, kar se dogaja širše. Ni prav, da rečemo, sej, jaz ne morem spremeniti svet, pa sej so stvari spovzele iz naše kontrole in nič ne moreš narediti. Ne, vsak v svoji vlogi, kot da bi bili na odru življenja. Odigrati je potrebno svojo vlogo, tam, kjer si. Seveda imaš različne vloge. Hvala Bogu, če imaš družino, imaš tam vlogo, ampak si tudi sosed, si tudi sodelavec, si tudi nekdo strokovnjak na nekem področju, si človek z nekimi spoznanji, preizkušnjami in je potrebno jasno
enostavno izraziti to, kar je v okviru tvojih možnosti, tvojih spoznanj. Ne pa se skrivati za opravičevanju, se so vsi enaki, pa se me nihče ne posluša, pa se ne. Ne, na razne načine je možno. In če ima človek vendarle dilemo, kako z vsemi temi generacijami in ljudmi, ki je vsak zase neko svoje vesolje, komunicirati, spet v svoji knjigi Izviri vedrine ponujate odgovor: komunicirajte iz srca. Če dovolite, še tale odlomek ob koncu preberem. So izrazi, je jasno, pošteno izražanje, pripravljenost na pogovor, da človek lahko zazna komuniciranje iz srca. Pogosto ljudje ne želimo prizadeti drugega, vsaj zavedno ne, takrat, ko na hitro nekaj rečemo, površno slišimo. Vse to pa rani, povzroči bolečino tudi nam samim, ko se nam med nami zatika. Ne kritizirajmo človeka, ampak le njegovo mnenje, konkretno dejanje. Ostanimo spoštljivi, tudi on je Božji otrok. Lahko se učimo, vedno znova učimo odzivati se s pravimi besedami, odzivati zavestno tako, da globje doživljamo, skušamo razumeti, kaj čutimo, prihajamo bližje srca. Ljudje so radi s tistimi, ki imajo lep odnos, ki iščejo, so ustvarjalni. V odnosih ljudje lahko zbolijo, a odnosi tudi zdravijo. Zato negujmo odnose, pojmo hvalnico dobrim odnosom in jih negujmo. V konfliktih se lahko odnosi tudi izboljšajo, omogočijo več ljubezni. Ljubezen pa je vezivo, ki pomaga preživeti, pravi modrost. Vaše besede, gospa Silva Matos, hvala lepa za te in za vse prej izrečene v oddaji in veselim se najinega srečanja naslednjič, ko bo 5. torek v mesecu. Hvala. Kultura odnosov.